ZDA so pravkar odobrile prodajo orožja v vrednosti $2 milijard Saudski Arabiji. In čas pove vse. Ameriško zunanje ministrstvo je odobril skoraj $2 milijardi vreden posel, medtem ko je Bližnji vzhod ponovno v plamenih. Govorimo o ameriških napadih na Iran, zaprti v Hormuške ožine, iranskih raketah, ki zadanejo zalivske države, vključno s sosedami Saudske Arabije, in hutijskih raketah, ki zdaj, po letih miru, znova ogrožajo tudi samo Rijad. Washington opisuje Saudsko Arabijo kot silo politične stabilnosti in gospodarskega napredka v zalivu, ter to podkreplja z vojaško opremo vredno $2 milijardi. Zdaj se bomo obrnili na naše goste v studiu. Z nami sta naša varnostna analitičarka in voditeljica oddaje Ross Handler Report, Jakov Lapin, ter naša analitičarka za mednarodne zadeve in nekdanja urednica za Evropo in Bližnji vzhod pri Associated Pressu, Dan Perry. Prav, Jakov. Živjo! Res bi rada malo poklepetala s tabo o tej prodaji orožja, ki se trenutno dogaja. Kakšen je končni cilj Združenih držav pri sklepanju tako velikega dogovora s Saudsko Arabijo? Takšne vrste orožarskih poslov med ZDA in Saudsko Arabijo segajo že mnogo let nazaj. Pravzaprav je bila edina resna prekinitev, ko je Bidenova administracija uvedla embargo na orožje za Saudice zaradi njihove prejšnje vojne proti Hutijem, ki se mimogrede morda zelo kmalu vrača. Torej, to pravzaprav ni nič nenavadnega. Večje vprašanje, zdaj, ko smo šli skozi dve vojni z Iranom in je Iran napadel Saudice, je, zakaj Saudici kopičijo toliko vojaške opreme, ko pa je jasno, da nimajo namena uporabiti skoraj ničesar od tega. To je pravo vprašanje, na katerega morajo Saudici odgovoriti, saj imajo veliko raket usmerjenih proti Iranu. Imajo tudi zračne sile, ki so precej sposobne z modernimi lovci. V svoje oborožene sile so vložili ogromno milijard, vendar se zdijo izjemno zadržani. Veš, Mohamed bin Salman in saudijski odločevalci dejansko oklevajo uporabiti to vojsko. Mislim, da je to težje vprašanje. Kar zadeva ZDA, je to precej samoumevno. Več opreme kot prodajo zalivskim državam, več zaslužka bodo imele njihove obrambne industrije. Imeli bodo vpliv. Veš, kar zadeva vpliv velikih sil, je za ZDA povsem smiselno, da to storijo. To, da zalivske države, še posebej Saudici, ki kupujejo to orožje, mislim, da imajo veliko vprašanj, na katera morajo odgovoriti, ker se zdi, da nimajo poguma, da bi to ognjeno moč uporabili. Prav, samo povedati želim, da so pravkar odjeknile eksplozije v Dubaju. Torej, najverjetneje gre spet za nov val napadov Islamske republike Iran. In kot ste rekli, smo videli zelo omejen odziv zalivskih arabskih držav. Čeprav smo z ene seveda videli sliko drona v iranskem zračnem prostoru, za katerega se je zdelo, da izvira iz zalivskih držav, kaj vemo o odzivu, ki smo ga dejansko videli iz regije, seveda poleg Izraela in Združenih držav Amerike? Iz omejenih informacij, ki so na voljo v javnosti, se zdi, da so bili Združeni arabski emirati pri odzivu najdejavnejši. In glede na svojo velikost, se zdi, da si veliko bolj prizadevajo uporabiti svojo ognjeno moč. Ne objavijo, ko streljajo na cilje v Iranu. Noče biti v ospredju tega spopada, vendar jasno daje vedeti, da je pripravljeno odgovoriti z ognjem, ko meni, da je pravi čas za to. Torej bi rekel, da so Združeni arabski emirati prva država, ki bi jo, če tako rečem, sumil. Mislim, da ravnajo prav, seveda. Ko gre za povračilni ogenj zalivskih držav proti Iranu, so to verjetno Združeni arabski emirati. Obstajajo tudi druge države, ki so streljale, vendar mislim, da Združeni arabski emirati streljajo največ. Zdaj bi se rada obrnila na te dan in malo govorila o Saudski Arabiji ter njenih načrtih za prihodnost. Ker je očitno, kot je pravkar povedal Jakov, to ni nujno nenavadna prodaja. Ampak Saudska Arabija ni, lahko bi rekli, kazala mišice. Čeprav je bila tarča, čeprav precej manj, Islamske republike Iran. Je to morda sporočilo poslano Islamski republiki Iran ali pa veste, kazanje moči pred morebitnimi prihodnjimi napadi? Kaj menite o tem? Mislim, da je to v skladu s trenutnimi cilji ZDA, ki so prvič vedno izvažati orožje v prijateljske države, ker Trump obožuje prodajo orožja in prihodke, ter okrepiti Saudsko Arabijo in jo obdržati na svoji strani, ker so nekoliko nestabilni. In v zadnjih mesecih so celo namigovali na nekoliko omajano zbliževanje z Iranom, da bi jim omogočili, da se branijo sami. In ne vem, ali je širitev Abrahamovega sporazuma še vedno aktualna, vendar ga želijo nekako ohraniti v igri in obdržati Saudsko Arabijo trdno v ameriški orbiti. Vse to dosežejo sporočili, na katere namigujete. Ampak moram se strinjati z Jakovom. Mislim, da se spomnim, da je leta 2010 kongres objavil,
da je bilo že upravljenih za več kot 100 milijard dolarjev prodaje. Ko je Trump zadnjič obiskal Savdsko Arabijo, so spet govorili na splošno in ne nujno verodostojno, to prihaja od Trumpa. Prav tako so spet omenjali 100 milijard dolarjev ali več v poslih. Torej, ena pičla 5 milijarde dolarjev ali karkoli že je, morda zdaj 2 milijardi, to res ne spremeni veliko. Ampak čas je zanimiv, napovedati to je zanimiv. Očitno ni nepomembno, da se to zgodi prav v trenutku, ko so zalivske države pod napadom. Torej, pravo vprašanje je, ali bo katera od zalivskih držav res pripravljena sodelovati v koaliciji voljnih, če se vojna zares znova začne in bodo nedvomno napadene. In ali bojo potem še naprej to preprosto prenašali in naredili zelo malo, razen občasnih, skoraj prikritih akcij ZAE, ali pa bodo del koalicije, tako kot je bil Izrael. To je veliki preizkus. Ne vem in mislim, da nihče ne ve, ali ta dogovor del obljube ali sporazuma. Moral pa bi biti. No, veste, rada bi samo še enkrat poudarila našim gledalcem, da so bili pravkar slišani eksplozije v središču Dubaja, kolikor vemo, to je v Združenih arabskih Emiratih, priče to poročajo in to se seveda dogaja sredi stalnih iranskih napadov na regijo kot celoto. Medtem ko so ZDA, kolikor razumemo, pred kratkim napadle na otoku Kešm v Perzijskem zalivu, ki je blizu Hormuške ožine.